Gre za strategijo razvoja kulture v občini Kamnik 2009-2012. Že sam naslov pove, da gre za strategijo 4 let, ki je nastajala v odprtem kulturnem dialogu. V prvi fazi smo povabili k pripravi te strategije kulturne akterje z določenih področij, ki so pripravili ta osnutek, ki je danes pred nami. Danes, se pravi v drugi fazi, pa smo povabili vse kulturne akterje v občini Kamnik, da povejo svoje stališče, svoje pripombe, komentarje, vprašanja na to strategijo. Tretja faza je pa faza, ko bo občinski svet z vsemi temi pripombami, ki bomo tudi danes slišali, ali predlogi, odločal o kulturi oziroma o strategiji na področju razvoja kulture v občini Kamnik. Tako da mislim, da gre, se pravi, priprava strategije od spodaj na zgor, kar je pametno in mislim, da bomo dobili dober dokument. In koliko je potem ta dokument zavezujoč za recimo občinski svet pri sprejemanju proračuna za konkretne projekte? Osebno kot podžupan, ki koordinira, pokriva področje družbenih dejavnosti, katerega spada tudi kultura, je za mene to na nek način v narekovajih Biblija na področju kulture in jaz jo bom vsekakor upošteval pri pripravi proračuna 2010. Zato, da bi dali pravo težo in legitimnost tej strategiji, zato smo danes tukaj. Mi smo toliko pametni, kar smo, znali smo vključati noter to, kar mi vemo, nikakor ne predstavljamo celotnega kulturnega polja. Zgolj nekaj najbolj mogoče vidnih akterjev ali pa akterjev, ki se povezujejo z občino, najbolj direkt. Zato smo mi sestavili osnutek, vas pa res varno s kakšnimi pripomami, da danes nadaljujete, kakšno bo pot naprej. Potem, kar se mi danes pogovorimo, bomo mi poskušali relevantne ugotovitve današnjega pogovora, vključiti to strategijo, potem bi pa to na občinski svet, ki se to morda potrebilo. Kako je sestavljen dokument? Sledi sestavi nacionalnega programa, ki nismo bili načkaj, smo pravili interpretirano pameten. Pametni se pravi, da vodnim poglavljem sledijo splošne smernice kamniške kulture, potem pa pojasnitev stanja in pa vizije razvoja posamičnih področij kulture. Zdaj, v uvodnih poglavjih mogoče bi izpostavila samo enega, in to je vizija kulturnega razvoja in pomena kulture za občino Kamnik. Ko smo se pogovarjali o tem, kakšna bi bila lahko res naloga kulture in naprej, smo ugotovili, da je Kamnik zdaj v enem takem obdobju, ker nima enega glavne prepoznavne identifikacijske dejavnosti. Ima pa vse danosti za to, da bi to lahko bila kultura. Trendi po Evropi že, ne bom rekla leta, ampak desetletja, kažem, da tudi so mesta, ki se primerljiva s Kamnikom, grejo navadno v to so mesta, ki imajo stara jedra, ki imajo dosti bogato kulturno tradicijo, ki so bila ponavad utemeljena, ne vem, drugi polovici prejšnjega stoletja zaradi mene na industrijski dejavnosti in tako naprej. Potem se pa ta industrija umaknila in se ostala malo ljudi. In večina teh mest je šla na to, da je povezala kulturo pa turizem in v bistvu kulturni turizem in kultura sta postala glavni identifikacijski točki teh mest. In mi vsi tukaj smo mnenja, da bi lahko, če bi se s tem strinjali, če bi vsi delovali na ta način dali en nov obraz Kamniku tako na noter, kot tudi na dan. Knjižničarstvo zelo sledimo javnemu interesu in pa načelu dostopnosti do kulturnih dobrin. Se pravi, da so v spredju vprašanje knjižnične zbirke in pa knjižnične mreže. Vsakdo ima namreč pravico in pa mora imeti zagotovljen enakopraven položaj do tega, da dostopa do kvalitetnega knjižničnega gradiva in to kjerkoli v občini. Zato je
Prvi cilj v bistvu to, da matična knjižnica postane oziroma ostaje eden od srednjih centrov informacijske družbe lokalne skupnosti in pa središče spodbujanja bralne kulture in pa da dosegamo standarde za splošne knjižnice. Ravno v ta namen moramo vse čas posodabljati knjižnično zbirko in sicer v skladu s standardi. Mi imamo knjižničarstvo minimalne standarde in pa tiste razvojne standarde, minimalne, ki nam omogoča, da smo sploh javna služba in pa uresničujemo javni interes, smo zdaj 2 leti v Kamniku končno presegli, vsaj kar se tiče gradiva, sledimo pa pač razvojnim standardom. Je nekako v nacionalnem programu napisano, tudi mi sledimo digitalnim kulturnim vsebinam, to pomeni, da imamo določene predpise, kjer moramo digitalno obdelovati vse naše gradivo, dokumentacijo, inventarizacijo, to so različni programi in to tudi muzej ne bi to seveda izpolnjeval. Potem druga zadeva so prostorske zadeve za delovanje javnega zavoda. Kot veste, delujemo v kompleksu Zakalce, ki je še vedno v denacionalizacijskem postopku. Tudi tukaj seveda smo optimistični in mislimo, da bo to ostalo v občini Kamnik. Seveda pa še vedno, tako kot povsod, bi želeli sodelovati tudi s drugimi na področju drugih dejavnosti, da bi tudi še nastajala lična razstavišča po Šutni ali v mestu, kjer bi seveda vsi predstavljali, ne samo muzejske predstavitve, ampak tudi likovne, prizoritvene in podobno. Potem, kot je bilo tudi že omenjeno, tudi naš eden od ciljev je ta, da omogočimo večjo dostopnost muzejskega gradiva za posebej take skupine, recimo za invalide, za starejše, tudi za mladino, predvsem tem naletimo predvsem na težavo dostopnosti, kar je veste, tako manjšega galerija kot galerija Veronika, kot muzej je popolnoma nedostopen za invalide, čeprav imamo v Kamniku dom invalidne mladine in to je mogoče tudi ena od želja, da bi se dostopi uredili za vse te lokacije.